Pri telesu je fajn vedeti to, če smo mi dolg časa v enem položaju, bomo obremenili določena tkiva v telesu. Takrat ni najboljši scenarij vzeti protibolečinskih tablet, zato ker nam očitno nekaj trenutno ne funkcionira in nam telo hoče pač to sporočiti. Velikrat ni problem sama obremenitev, v današnjem svetu mogoče stres, ampak obremenitev, na katero nismo pripravljeni, a ne. Na hitro pred pogovorom, če bi vas lahko jaz prosil, da se naročite na kanal, mi da pripravljava vsebine za ston, trudiva se, da bo vedno boljše, uživite v pogovoru. Hvala. Jaz sem v bistvu začel na kineziologiji, tukaj na DIF-u v Ljubljani, pol sem pa ob delu šel na fizioterapijo še. Tako da v bistvu tudi ta StartFit, ki smo štartali, smo v bistvu takrat sem nekako tudi začel s fizioterapijo zraven. Tako da se pravi, primarno je bila ideja kineziologija za StartFit. Ja. Vse tako izgleda malo bolj, kot da imate en velik poudarek na vajah, pa pol še zraven. Ker se je tudi tako ta začetni tim, smo bili balkane v bistvu vsi iz DIF-a, kolega je bil iz manualne terapije, tako da že skozi je bila nekako ta ideja, da bi probali povezati, se pravi kineziologijo, fizioterapijo v nekaj tazga smiselnega, pač da ni sam povezava zaradi povezave, ampak tudi zato, da lahko v bistvu na koncu narediš to dober rezultat. Smo se tudi z leti nekako iskali način, kako bi bilo to v praksi izvedljivo, in tako je bilo veliko poskusov, ki so se izkazali za ne najboljše, sam se, kakor vedno pravijo, se pač nekaj naučiš iz teh stvari. Tako da bi pa rekel, smo definitivno začeli bolj z vajami, s tako obliko, pol smo pa zdaj na tej točki, že kar močno dodajamo fizioterapijo, tudi v klasični obliki. Tako da. Kaj pa vidiš kot razliko med kineziologijo pa fizioterapijo, kaj sta zelo povezani, ne? Se v bistvu mogoče, če tukaj začnem, sem tudi neko tako idejo imel, jaz, ko sem zaključil s kineziologijo, kam bi šel naprej, ali bi mogoče nadaljeval na magisteriju kineziologije, ali bi šel v smeri fizioterapije. Je nekako to pretehtal, vsaj tako je bilo v moji glavi, da je fizioterapija enaka stvar, sam mičkan drugačna, ne? Ker sem se pol naučil, da je dosti drugačna. Sem imel kolege, ki so šli, ene par pridnih kolegov, ki so šli in magisterij in potem tudi fizioterapijo zraven. Tako da, če se v bistvu na tvoje vprašanje vrnem, glavna razlika bi rekel je taka, da je vsem kineziologija, vsaj na fakulteti se osredotoči bolj na vse, kar je povezano z gibanjem, mogoče s fiziologijo, notranjim delovanjem človeškega telesa. Medtem, ko je fizioterapija, vsaj kakor sem se potem naučil, veliko bolj taka klinična veda. Veliko več dobiš mogoče znanja o patologijah, se pravi nekih bolezenskih stanjih v človeškem telesu. Tukaj malo več širine, ampak na koncu spoznaš, mislim, se vsi to govorijo, da je pač faks neka mogoče osnova za začetek, ki je fajn, da ti je odskočna deska za v bistvu v našem poklicu, jaz vidim to kot neko vseživljenjsko učenje, izpopolnjevanje, da tudi v bistvu iščeš neko svojo pot, mogoče nekaj avtentičnega in tako. Neke osnovne znanja so, potem je pa, vsaj kakor sem jaz pri sebi opazil, se mi zdi, da je zelo veliko tega, da se moraš v praksi učiti, nekako je toliko veliko različnih stvari v tej športni znanosti, da razumeš stvari pol šele, kad jih dejansko oddelaš, ne? Oziroma bi tako rekel, na faksu pa na začetku veliko razumeš, pa veliko misliš, da razumeš. To je tudi ta gora neumnosti, ki rečejo, da v bistvu veliko časa mislimo, da veliko vemo, potem pa upaš, oziroma fajn je vztrajati toliko dolg časa, da pač padeš z te gore, da vidiš, da je v praksi malo večji kaos, da se
da stvari mogoče niso tako jasne, da je X vodi v Y. Primer, če nekdo pride z bolečino v kolenu, ni vedno odgovoren, ne vem, meniskus za to, in tudi če veš, kaj naj bi bilo odgovorno, primer meniskus, a ne struktura, ki je odgovorna za blaženje kompresijskih sil v kolenu. Če veš, da je recimo ta struktura poškodovana, še to ni dovolj, recimo, da v praksi rečeš, če bo šel pa ta človek, primer, ali to operirati, ali pa bomo mi probali nekaj narediti, da ta meniskus razbremenimo, bo pa pol v redu, pa bolečina ne bo več. Ja. Tako da, ja, praksa je pol malo bolj kaotična, pa zanimiva. Pa verjetno je tudi odvisno, kaj nek taka oseba dela, recimo nek šport, pač odvisno. Če si ti tekač, to verjetno lahko kolen bolel zaradi čisto enega drugega razloga, kot pa recimo kolesar. Ja, to si v bistvu ful dobro rekel. In se mi zdi, je tukaj veliko ene zmede lahko, sploh pri ljudeh nasplošno, zato ker, ja, če spet vzamem za primer meniskus, nekoga, ki recimo čez dan 8 ur presedi v pisarni, pa že 10 let recimo ni veliko gibal, je imel povečan obseg dela, mogoče je dobil še 2 otroka, se pravi ne najde časa za to, da bi še za fizično telo lahko poskrbel. In potem se enkrat po 10 letih je nek služben piknik, grejo igrati košarko recimo, in tam, ker se spomne, da je včasih lahko zabil na koš, zakucal, a ne, to spet proba in ga takrat zapeče v koleno. In gre potem recimo slikati, ponavadi se uporablja magnetno-resonančno slikanje, MR, magnetna resonanca, in ugotovijo, da je meniskus poškodovan. In za tega človeka bo malo drugače, kot za nekoga, ti si kolesar, ne? Ja. Ja. Zate recimo, če se pojavi neka bolečina v kolenu, pa greš slikati koleno, pa je pa tebi meniskus recimo poškodovan, imata različne zahteve, rečemo. Se pravi, zahteva tega posameznika je načeloma bila sedenje in je bil premalo pripravljen na obremenitev, kjer je takrat, ko je probal zabiti na koš, se pravi, probal izvesti in koleno ni bilo pripravljeno na to. V tvojem primeru bo pa večkrat se pokazalo, da je bila preobremenitev, da je bilo mogoče prevelika količina treninga in je to privedlo do tega, da je ta meniskus začel signalizirati neko bolečino in tako. Se pravi, ena je taka konstantna obremenitev, ta druga je pa pač momentna ekstra preobremenitev. Ja. V bistvu en zelo znan tudi ameriški fizioterapeut oziroma trener pravi, da velikrat ni problem sama obremenitev, v današnjem svetu mogoče stres, ampak obremenitev, na katero nismo pripravljeni. Tako da za tega posameznika, ki smo ga prej vzeli, tega gospoda, ki že 10 let vsak dan dela za računalnikom, je bil tisti skok obremenitev, na katero ni bil pripravljen, in zato je lahko prišlo do tega, da se je pač ena struktura v njegovem kolenu udala. To je bil najpogosteje, oziroma zelo pogosto je to meniskus, ali še ne pa drugih je, ampak v bistvu obremenitev, na katero ni bil pripravljen. Ampak pa lahko rečemo, da je to hujš, kot preobremenitev skozi dolgoročno, skozi čas. Ali ne? Ja, ne, se dobro vprašanje. Odvisno je, ampak recimo to je ena stvar, ki vsaj jaz osebno se tega na faksu nisem naučil, pa ne zato, ker bi bil kurikulum slab, ampak mogoče nisem dosti poslušal ali pa še nisem imel dosti prakse, da bi to stvar dejansko znal ponotranjiti, pa nekako skupaj dati, je ta, da kot terapevt dobiš nekoga, ki pride s poškodbo meniskusa, dobiš zraven tudi njegov karakter, ne? In recimo karakterno je oštikati kolesar, mogoče navajen veliko trenirati in boš preobremenil zadevo, ampak če boš pa šel k meni kot recimo kineziologu, pa bom rekel, ja, pač bova, ne vem, te vaje bova delala, tako bova razbremenila, to probi doma delati, pa ne kolesati 3 tedne, a ne? Ja, zelo. Ja.
če bom to rekel tismo gospodu, ki je recimo prej, ki smo ga omenili, njemu ne bom smel reči, zdaj pa miruj, zato ker on miruje skozi. In njegov mogoče karakter, mogoče pa pač trenuten način življenja je tak, da ima bolj sedeče delo in njegovo koleno je ves čas v tem položaju. Mogoče ni najbolj za podcast, da kažem, ampak se pravi koleno v... Ne se po moje, No, se pravi, če je koleno ves čas v pokrčenem položaju, je to lahko toleriral, dokler ni prišlo do poškodbe. Poškodba pa malo spremeni recimo način igre, pa tudi zakonitosti v sklepih, se pravi, prišlo je do neke poškodbe in njemu ne bom smel reči, zdaj pa deli enako kot prej, se pravi, kot bi te rekel, zdaj pa počivaj 3 tedne, a ne, vmes boš pa samo neke vaje delo, ampak ga bo mogel mogoče v sklopu te rehabilitacije tudi spodbuditi k več gibanja, ker ponavadi želimo, da se ne bi ta stvar spet ponovila oziroma da ne pride do enakega scenarija. Tako da ja, upam, da sem nekako odgovoril. Jaz bi eno vprašanje, tako mogoče malo mim, ampak ki je povezano z sedenjem. Jaz sem imel prejšnji teden v nedeljo sem imel trening za noge. Relativno nenaporen tak trening, ki me ponovadi potem ne bolijo toliko noge. Pa sem pa ponedeljek presedel zaradi učenja. In so me, ker sem vstal po učenju, napolno bolile noge. In sem komil prekolesaril domov. Od česa to pride? Ker tako po navadnem sedenju ponovadi ne bolijo noge. Zdaj mogoče sam mičkam probi biti specifičen, Ja, a je to bolelo bolj koleno ali mišice, recimo Mišice. na prednji strani stegna. Ja. Pa mogoče sem malo v čudnem položaju sedel, da so bile noge pod stolom. Aha, spodvite. Ja. Ja. A pa je to način sedenja, recimo, na kjer si ponavadi navajen, a sediš bolj takole kot zdajle? Bolj tako kot zdajle ponovadi. Ja. Aha, ok. Zdaj spet sam špekuliram takole na hiter, ampak to bi bila lahko tvoja obremenitev, na katero nisi bil pripravljena, ne? Se pravi, prej si pred podcastom rekel, da imata oba dva v bistvu zdajle izpitno obdobje in pač med izpitnim obdobjem je obremenitev, na katero študent ni vedno vajen, je več ur sedenja doma, ne? Ponavadi sedimo na faksu, pa potem popoldan športamo, delamo druge stvari. V tvojem primeru pa si se zdaj pač si sedel v takem položaju in je mogoče to neka obremenitev, ki jo ne toleriraš dobro. Medtem, ko trening prejšnji dan je tako, se pravi, ta trening ti na dolgi rok omogoča, da bojo tvoje noge močnejše. Sploh recimo, če je trening naravnan na mišično maso. Se pravi, poskrbi za to, da boš mogoče čez 3-4 mesece imel mal širši obseg noge, da se bodo mišice boljše videle. Ampak akutni oziroma kratkotrajni učinek je pa, da bo naslednji dan noga zmogla malo manj, zato ker je utrujena. In zdaj, če bi tako špekuliral, je mogoče ta kombinacija položaja, kjer ga nisi vajen, ki je trajal več ur, plus utrujena noga. Ja, zanimivo. Tako bi razmišljal jaz. Ja, za regeneracijo pač jaz je v bistvu logično, ker pač rabiš najprej, ker treniraš, pa rabiš pa nek čas, da se mišica pač nazaj regenerira. A imaš potem kakšen nasvet za čim bolj optimalno sedenje, da bo to čim manj vplivalo na te take poškodbe, kot je ta recimo mikropoškodba ali pa na slabo držo, ali pa ki verjetno sedenje tudi zelo povzroča bolečine v hrbtu. Načeloma je tako, bom najprej na prvo probal odgovoriti, saj to je kar taka tema, ki bi lahko samo o tem govorili, ampak nasplošno, če bi mogel enemu stavku reči, kakšno je pravilno sedenje, je tako, ko se ves čas spreminja. To ne pomeni, da rabimo biti ves čas nervozni, se ves čas premikati, ampak da mogoče vzpostavimo neko navado, da imamo 2, 3, 4 položaje, kjer je lahko med našim sedenjem, sploh če imamo primer 80-urni delovnik za računalnikom, da lahko spreminjamo našo držo.
ker pri telesu je fajn vedeti to, če smo mi dolg časa v enem položaju, bomo obremenili določena tkiva v telesu. Se pravi, banalen primer, če bom jaz zdaj tukaj sedel, pa bom sedel sključeno, me bojo začele določene mišice peči, čez recimo 2-3 ure. Če se bom probal čim bolj pravilno v narekovajih držati, čim bolj poravnano, me bojo začele druge stvari peči. Ne bo pa ta pravilen položaj nujno toliko boljši zame. A ne? Če pa jaz ta dva položaja združim, se pravi, da sem nekaj časa recimo v sključenem položaju, pol pa čez 20 minut se spomnim, če je navada vzpostavljena, oziroma če še ni vzpostavljena, me nekaj na računalniku spomne, recimo nek timer, in takrat spremenim položaj, bom pa poskrbel za to, da obremenitev v telesu migrira, oziroma se spremeni iz obremenitve iz enih tkiv na druga tkiva. In bi bil, po mojem mnenju, tak hiter nasvet ta, se pravi, kakor sem rekel, da je dobro sedenje tisto, ki se ves čas spreminja. Zdaj pa prej si omenil bolečine v križu. Načeloma bo dolgotrajno sedenje lahko povzročilo bolečino v križu, ki je v večini primerov bolj mišičnega izvora. Se pravi, pri predpostavki, da ta hrbtenica ni bila poškodovana prej. Če pa imamo scenarij, kjer recimo, bom zdaj tak splošen primer iz prakse, recimo nekdo veliko dela skozi celo leto, potem ko me čaka dopust poleten, potem čuti, kako se mu prvič stres nabira na telesu, kako je že cel živčen, razdražljiv, celo do recimo žene, do otroka, ne? Potem pa končno grejo, se pravi, na dopust, spakirajo avto, pridejo, se pravi, na morje, se odločijo, ok, zdaj bomo pa postavili šotor, odpre pa tlažnik, se pravi, po 4-urni vožnji, sedenju, vzame najprej ta najtežjo potovalko, zato ker pač hladilno torbo, ker si hoče pivo odpreti, pa se, ne vem, malo recimo pomiriti ali kakorkoli, prime tisto potovalko in začuti, da ga nekaj v križu uščipne. In recimo to je lahko, če ni mišičnega izvora, je lahko mehanizem, da se v hrbtenici recimo disk poškoduje. Opcija je, a ne več je različnih scenarijev, ampak recimo, da se je temu gospodu zdaj v hrbtenici poškodoval disk. Disk je v bistvu struktura, ki se nahaja med dvema vretencama v hrbtenici. Vretenca si pa lahko predstavljamo zelo posplošeno kot neke kocke, ki so zložene eno na drugo, in zato, da je hrbtenica lahko taka prožna, oziroma da ima neko strukturo, med drugim skrbijo tudi vmes medvretenčni diski, ki te vretence povezujejo. In če imamo določen scenarij, se ta disk lahko poškoduje in to lahko boli, ne? In pa temu gospodu je zdaj, če bo on dalj časa sedel, je lahko zgodba čist drugačna. Prej so ga samo pekle mišice, zato ker je dalj časa sedel, so se mišice utrudile. Zdaj pa, ko bo po dopustu prišel domov, se pa zna zgoditi, da ko bo dalj časa sedel, da bo začel čutiti tudi neke občutke, recimo navzdol po nogi. To je ena od možnih prezentacij. Zato, ker če se ta disk recimo poškoduje do te mere, da sredica diska prodre ven, je možnost, da pa tisne ali na kakšen živec, ali pa da pride do, rečemo, lokalnega vnetja okrog živca, kar lahko tudi živec razdraži. Živec si pa lahko poenostavljeno spet predstavljamo kot neke vrste električen kabel, ki gre po nogi navzdol, pa skrbi za občutke po nogi, pa zato, da mišice lahko premikamo določene, pa tudi zelo dobro nam sporoča bolečino. Se pravi, neke nevarne signale tudi. In ta gospod bo, če prej toleriral sedenje, bo zdaj mogoče po 10 minutah čutil, da ga začne boleti križ in potem tudi navzdol po nogi.
in se bo v bistvu cel scenarij za njega spremenil. In v njegovem primeru bo trenutno sedenje povzročilo bolečino. Mi potem radi rečemo, zato da si probamo vse te stvari nekako klasificirati, rečemo, da je sedenje za njega gibalna intoleranca trenutna. Prej si omenil, da če se ti disk poškoduje, da lahko boli. A lahko tudi ne boli, če se ti disk poškoduje? Načeloma bom tako začel se pravi, diski so po zunanji plasti so oživčeni, kar pomeni, da imajo v angleščini bi rekel hardware, oziroma imajo neko tkivo, ki potencialno lahko pripomore k izkušnji bolečine, se pravi, lahko boli, a ne? In zdaj pa lahko pride do tega, da se ta disk počas prihaja do neke poškodbe in v tem primeru ni nujno, da bi takoj prožil neko bolečino, tako da v teoriji lahko pride do tega, da se disk poškoduje, pa ne boli. Ampak danes je recimo veliko polemike o tem, da ko mi slikamo, zdaj bom dal tak spet splošen primer, če slikamo 50 ljudi brez bolečine v križu, bomo pa določenem številu ljudi najbrž najdel kakšen poškodovan disk. Tako da v tem primeru je disk lahko poškodovan, pa ne boli. Nisem pa siguren, a se lahko disk poškoduje, ne da bi mi to začutili. Tako da tukaj bi rad odgovoril, pa bi rad špekuliral sam iskreno, ne vem. Se pravi, na dolgi rok, če se zelo počas degradira, te lahko ne boli. Če se pa tako v nekem momentu poškoduje, pa bo praktično vedno bolelo. Pa bo ponavadi zato, ker je telo načeloma zelo dobro narejeno, ima zelo dober varovalni mehanizem v telesu. Včasih bolečine ne jemljemo tako, ampak bolečina je eden izmed v bistvu najbolj učinkovitih varovalnih mehanizmov, ki nas tudi prisili, da spremenimo vedenje. Primer, useka me v križu, drugače se bom gibal. Malo bom mogoče šepal. Dvakrat bom pomislil, preden se bom še enkrat na ta način sklonil. Se pravi, spremeni neko način vedenja. Tako da, če je taka, rečemo, akutna zadeva, boli. A pa pol, ko sediš, recimo, pa te v enem položaju boli, ne? A potem še vedno rabiš spreminjati položaj sedenja ali striktno ne smeš več sedeti v takem položaju, če te takrat to boli? Ja, odvisen od primera. Ker tukaj v bistvu si to zelo dobro vprašal, ker pridemo do še enega zelo pomembnega koncepta, do doze. Se pravi, kakor imamo recimo pri zdravilih, ne vem, vzemite 2 analgesina na dan ali pa vzemite 1 analgesin na dan, ne, temu bi lahko rekli doza neke vrste. In isto je tukaj pri sedenju. Ne moramo reči, da je za nekoga sedenje, ko se recimo tako poškoduje, slabo ali pa dobro. Lahko pa probamo biti čim bolj specifični, da ugotovimo, ok, ti si se poškodoval, ampak lahko sediš pol ure, potem pa postane nelagodno. Se pravi, zate bo mogoče smiselno, da po 20 minutah ostaneš, narediš neko razbremenitev, zato da ne dopustiš, da se v tistem obdobju, ko je recimo hrbet razdražen, da se ta obremenitev preveč nabere na križ. V tvojem primeru pa recimo tebe pa začne po 5 minutah boleti, ne? Tako da pa tebi je to okno sedenja veliko manjše in zdaj lahko probamo, da bi na 3 minute vstajal, ampak na ta način boš težko karkoli naredil. Ampak če ti recimo stojo po konci toleriraš, bi bilo bolj smiselno za nekaj tednov boš delal za stoječo mizo. In se boš pač sedenja za začetek izogibal to, kolikor je možno. Ko pa boš mogel sedeti, bomo pa probali najti nek način sedenja, da ti mogoče damo kakšen polštar v zadnji, da mogoče spremenimo naklon sedeža, zato da boš vsem takrat, ko moraš pojesti, ko moraš vsem se usesti, ko si utrujen, nekako boljš toleriral to sedenje. Kakšna je pa razlika med stoječim pa sedečim delom?
mišljeno tako kot, a je kakšna razlika v fokusu, zaradi tega, ker je stanje verjetno bolj potratno, fizična aktivnost, a je zato težji ali je po določenem času, ko se navadiš bolj efektivno? Ali... Ja, zanimivo vprašanje. Zdaj, tako, glede na trenutna opažanja, bi rekel, tako da se definitivno se je treba na določen način dela sedenja ali pa stoje privaditi, a ne? Spet je tisto, koliko si na to recimo prilagojen, adaptiran. Tukaj dam lahko za primer v bistvu mene pa kolega Žana, ker recimo, ko smo začeli tukaj v StartFitu delati, je bilo naše delo sestavljeno praktično izključno vodenje varovancev na vadbah, individualno in tako naprej. Zdaj se to malo spreminja, je recimo več birokracije, če temu rečemo, in moramo tudi več za računalniki sedeti. In ko se je to začelo spreminjati, sva oba Žanom ugotovila, da nisva dobro adaptirana na sedenje. Ne? Vse naju je pekel, čeprav sva bila v teoriji dobro razgibana. In recimo, jaz sem takrat veliko boljš to tranzicijo naredil tako, da sem delal več časa v stoje, zato ker sem se prilagodil na stojo, ker delaš v telovadnici, praktično sam stojiš. In recimo zame je bilo manj potratno, če sem energetsko potratno, ko si vprašal, če sem stal, zato ker sem bil boljš na stojo prilagojen, ampak sem se mogel po določenem času usesti, zato ker še vsem preostanek dela je bil v stoje narejen iz varovanci in sem si mogel recimo odpočiti noge, stopala, pete in tako naprej. In mi je tisto sedenje predstavlja dejansko dober počitek. Tako da bi pa nasplošno rekel, kjer bi bilo boljš, bi spet se kar držal tistega odgovora, da če je šansa, bi malo spremenil, sploh če posameznik ali pa vajeni poslušalci nimajo neke poškodbe, ki jim onemogoča en tip. Spet prej smo opisali, če ima nekdo poškodovano hrbtenico in ima intoleranco na sedenje, pol bo najbrž za nekaj časa ne bo fajn, da bo dolg časa sedel, dokler se zadeva ne izboljša. Drug primer, čisto tak banalen, nekdo si je hodil po gozdu, mu je spodrsnil na korenini, si je zvil gleženj, prve 2-3 dni ne bo najboljš, da bo glih 8 ur stal na tem gležnju, čeprav bo fajn, da bo recimo ga začel dosti kmalu razgibavati pa aktivirati, ampak mogoče bo 8 ur po poškodbi preveč. In bo tak posameznik mogel vsem sedeti in bo manj energetsko potratno, če bo on sedel, ne pa stal pa skozi razmišljal o bolečini v gležnju, ker to pač preplav misli in tudi počrpa energijo za delo. Kaj pa sam fokus? Je kakšna razlika? To pa ne vem. Dober vprašanje, ampak ne vem. Kaj pa, kako se kot fizioterapeut lotiš nekoga, ki ima akutne pa bolj kronične bolečine? Kakšne so razlike? Recimo, pa lahko koleno ali pa hrbet, karkoli. Kaj verjetno je različno. Ja, bom tako govoril, recimo, kako se načeloma v StartFitu ločimo te stvari. Načeloma imamo zdaj tako vzpostavljeno, da ko nekdo pokliče, pa razloži malo, kakšna je težava, kakšen je njegov izziv, je fajn dejansko tako v glavi si malo razdelati, če ne drugega, vsaj to, a je stvar akutna, recimo, a se je zgodila ta vikend ali pa mogoče teden nazaj, pa ne gre na boljš, ali je zadeva kronična, primer bi bil, že 3 leta, v bistvu, odkar se mi je ta poškodba zgodila in od takrat ne moram sestaviti nekako svojega telesa, pa je malo boljš, pa je malo slabš, pa sem probal eno pa drugo stvar, pa je bilo boljš, pa se mi je pa drugo koleno vnel in tako naprej, se pravi nek tak kronični cikel. Tukaj bo razmišljanje vsem drugačno. Pri prvem tem akutnem, ki si recimo zdrsnil na korenini za vikend, bo najbrž najprej poslan dejansko na fizioterapijo, zato da tam probamo vplivati na samo oteklino, ki nastane po poškodbi, potem pride tudi bolečina
če grejo, skušamo malo zmanjšati. Probamo že na fizioterapiji dati neke nasvete za hitro reaktivacijo, ker pri velikih poškodbah ni fajn predolg časa počivati, če vemo, kaj je in če vemo, da gibanje ne bo zadeve poslabšalo. Če ne vemo, kaj je zelo fino preveriti, kaj je. Če si recimo se nam zvije gleženj, pa je nekaj počel, pa nismo sigurni, a se je kaj zlomil ali ne, je fajn iti recimo do zdravnika, pa nas bo najbrž poslal na rentgensko slikanje, da preveri, a je kost cela ali ne. Zato, ker če mičkam sam zaplavam, če mi dovolite, če recimo si nekdo zvije gleženj, zateče, ta gleženj zateče, začne boleti, ampak reče, ok, to je klasičen zvin in ne gre do zdravnika, je pa nekaj počel. Lahko problem, ja. Je lahko problem. Oseben primer, ki je bil to problem. Aha, imaš. Ker je oče mislil, da je zvit gleženj, pa ni bil zvit, pa je po 3 dneh bila noga že čist vijolična. Ja. Samo. A pa je imel potem zlomljeno? Ja, zlomljen. Najbrž to mečnico na zun. Tle je imel tako, mislim, da ob strani je imel šive. Velikrat je ta mečnica, recimo, dosti je tanka, pa malo je vrljiva, zato ker to je praktično edina kost v nogi, ker lahko še vsem položimo težo, tudi če je zlomljeno. Ampak če je tak preprost zlom, recimo, da ni kaj da se ne deformira, da ne spremeni položaja. In recimo bo tukaj različen potek, v tem primeru je najbrž dobil neko fiksacijo, mogoče. Je šraufe dobil. Tako, ja. Je bil recimo čist drugačen potek, kot če bi tretiral kot klasičen zvin, pa bi rekel, mal počaki, pa probi mal gor stopiti, pa pol postopno stopnuje, ne bi bilo slabše. Tako da ja, če nakratko povem, v akutnem primeru bi šli najprej mogoče na fizioterapijo in potem čim prej, ko bi videli, da se nekdo dobro odziva, lahko giba, bi potem nadaljeval z neko reaktivacijo skozi vaje, naprimer. Na drugi strani, če je nekdo v kroničnih bolečinah, je pa zmeri fajn v glavi razdelati. Ena stvar je funkcija, koliko primer njegov križ, njegovo koleno, ki si prej izpostavil, zmore. Primer, koliko je močna recimo mišica na sprednji strani noge, koliko stopnic lahko tolerira, preden se ta bolečina pojavi, koliko časa stoji na eni nogi, ker v bistvu, če pomislimo, je hoja praktično izmenjevanje stoje na eni pa na drugi nogi, spet tako posplošeno, ampak če nek posameznik, če ga boli med hojo, pa ne more držati ravnotežja na eni nogi, je to mogoče prva stvar, ki se jo splača na novo vzpostaviti. Se pravi, to je funkcija. Druga stvar je pa bolj kompleksna, je pa bolečina, ampak to doskrat ni enako. Imamo vrhunske športnike, ki so zelo lahko močni, gibljivi, pa so v bolečini. Tako da, ja, prej smo tudi omenili, imamo pa nekoga, ki ima neke poškodbe, lahko pa ne boli. Tako da spopasti se pol z bolečino je pa nek mogoče bolj tak, ne bom rekel psihološki, ampak več nekega vzpostavljanja zaupanja, zavezništva je potrebnega, daljši proces, da se človek tudi nauči v bistvu, kaj neki signali v njegovem telesu pomenijo, zakaj mogoče boli, a kdaj boli bolj, kot bi mogel boleti, a ne? Tako. To je potem tisto, kar je ena vrsta kronične bolezni, ki je na koncu zraven prisotna samo še zaradi tega, ker si glava predstavlja, da je bolečina še tam. A kot fibromialgija? Mislim, tukaj je kompleksno, ker je cel sistem je v bistvu ves čas pod nekim stanjem, bom rekel, pozornosti, ogroženosti, a ne? In na enem primeru v določenih stanjih se zgodi, da se lahko neka poškodba zgodi, huda, recimo kakšen zlom ali pa celo po operaciji, in se vse cel načeloma, kakor bi se mogel, pa na neki točki pa začne boleti bolj, kakor bi na papirju tista stvar mogla, ne? In to povzroči nek tak cikl
zdaj bom dal tak primer, recimo, če jaz padem na zapestje, si zlomim zapestje, to zapestje potem operiramo, gre rehabilitacija, poteka dobro, na neki točki me pa začne zelo boleti, mi slikamo, pa vidimo, da v bistvu je zapestje v redu, dejansko kost se cel, mene pa zmer bolj boli, se jaz začnem bati obremenjevati recimo to roko, zato ker me že najmanjši gib zaboli in potem ta roka, ker jo jaz toliko šparam posledično, dejansko fizično švohnejša rata, funkcija začne pešati in to pomeni, da roka manj zmore, kot je prej zmogla. Prej sem recimo lahko si pripravil kosilo, zdaj težko šalčko dvignem in spet dvignem šalčko, me spet začne boleti, ko me prej ni in to potem lahko en tak cikel nastane, a ne? Da v bistvu ne uporabljamo recimo roke, nas začne boleti In to pol je vse vezan samo na to, da imaš ti prešvoh mišico in te zaradi tega boli, ali kako? Ne, je bolj kompleksno, ampak lahko je to ena izmed komponent, to pa definitivno. In zato sem prej tudi pri kronični bolečini rekel, da je tako veliko enih dejavnikov je. In vsaj zdaj trenutno to tako dojemam, da mogoče, če akutna poškodba zahteva enega, dva strokovnjaka, je pri kronični bolečini vsaj tako kaže, fajn, da ima posameznik neko ekipo okrog sebe. Mogoče nekoga, ki ima več znanja iz biokemije, iz prehrane, nekoga, ki ima več znanja spoprijemanja s stresom, kineziologa, trenerja, fizioterapeuta, tako večjo ekipo, ki mu lahko pomaga skozi proces doseči pol boljše stanje. Ja. Kaj pa odkrivanje razloga za bolečino? Ker jaz sem imel 2 hujši poškodbi, taki, ki ste dalj časa spol tudi ostali, ker jaz sam pri sebi nisem mogel določiti, iz kje sta. In kako se lotite takih poškodb? Okay. Kakšen imate proces, da greste od pogovora do tega, da sami pregledate, kaj bi mogoče lahko to bilo? Okay. A mogoče sam za kontekst eno izmed teh poškodb deliš? Lahko recimo za ramo. To sem imel sicer 3-krat, enkrat je bilo bolj resno dalj časa, pa ker sem recimo tako se zmasiral, sem včasih se na vratu zmasiral, je bilo boljš, sem se tukaj na telih trapeza. Tako, zmasiral je bilo boljš. Vedno se mi je zdelo, da je nekje druge, ker je na koncu bilo, pa ne vem, kje je zares bilo v resnici, ne? Ja, to je drugač en češki nevrolog Karel Levic zelo dobro rekel, da v bistvu tisti, ki zdravi mesto bolečine, je ponavadi zgubljena, ne? Ampak to se zelo, zelo dobro sliši, ampak v praksi to spet zelo težko v bistvu. In zdaj, prej, ko si vprašal nekako, kako ta proces probamo peljati, mi v bistvu vztrajamo, da vsak, ki k nam pride, prav najprej rečemo sicer z 2 besedama kineziološki pregled, ampak ta kineziološki pregled je na začetku najprej sploh pogovor. Nimamo strukturiran, včasih niti ne vemo, koliko časa bo ta pogovor trajal, ampak zelo verjamemo v to, da čas, ki ga na začetku posvetimo pregledu pa pogovoru, nam prihrani čas v procesu rehabilitacije recimo ali pa treninga, zato ker se lahko naučimo prvič malo o življenju posameznika, recimo v tvojem življenju, prvič kako treniraš, zakaj treniraš, ali pa če ne treniraš, kaj delaš čez teden. Nekateri ljudje več razkrijejo tudi, kaj se jim je v življenju mogoče zadnji 2, 3, 4 leta dogajali. Eni so malo bolj zaprti, tega ne razkrijajo, pa ni nič narobe s tem. Tako da probamo v bistvu, dober primer je kot, ne vem, recimo Sherlock Holmes, probamo neke dokaze zbirati in potem, ko si ustvarimo neko, recimo temu hipotezo, zakaj bi lahko šlo, potem pridemo na pregled, ne?
pregled je lahko malo bolj terapevtske narave, da pogledamo specifično, kaj se s sklepi dogaja, mogoče mišicami in tako naprej. Potem pa zmeri preidemo, zato ker smo še vseeno kineziologi, v nek gibalni pregled, da vidimo, kako človek telo obremenjuje, kako naredi kakšen osnovni gibalni vzod, ne vem, kako počepne, kako stopne eno nogo, probamo opazovati, kako gre po stopnicah pa navzgor, a že tam šepa in pol povprašamo, a je to ponavadi težava, a je to danes težava, ker ste lih se pripeljali primer iz druge lokacije. Ampak če bi zelo posplošil naš proces, v bistvu mi probamo se prvič naučiti točko A posameznika, se pravi, kje posameznik trenutno v življenju je. Pa točki A je pomembno vse, kaj ga je pripeljalo do sem, pretekle poškodbe, kakšna travma, mogoče kakšna bolezen in vse to sestav zdaj tebe, zdaj, ko tukaj sediš, to je tvoja točka A. Potem, ko dobimo občutek, da smo zbrali vsaj dovolj informacij za to točko A, potem se pa začnemo pogovarjati o točki B. Kaj te pomeni, kam bi ti rad prišel? Zato, ker če zdaj bom uporabil izraz zdravimo, ne zares zdravimo, ampak ko recimo se spoprijemamo z bolečino, se je zelo težko spoprijemati, če nimamo nekega konteksta. Ne? Recimo, če nekdo reče, mene tukaj boli, pa bi rad, da me neha vrat boleti, mi rabimo približno vedeti, kdaj pa te boli, pri kateremu pravilu, a je to skozi prisotno, a je to prisotno, ko 6 ur sediš, a je to prisotno, ko težek trening v fitnessu recimo narediš. In tako lažje navežemo na neko aktivnost, na nek mogoče vzod, da potem naprej raziskujemo. Pa zelo pomembna je ta točka B, ki sem prej omenil, kaj si pravzaprav želiš, kje je vizija za tvoje telo, za tvoje zdravje, idealno čez 10 ali pa 20 let. In pol, ko imamo neko relativno specifično vizijo, gremo lahko od tam na praktične korake. Veliko ljudi reče recimo, kje bi bil čez 20 let, rad bi bil brez bolečin pa fit, ne? Ampak tukaj je treba potem malo se pogovoriti pa definirati, kaj zate pomeni fit. Malo interpretirati, da je življenje brez bolečin ni realno, zato ker je v bistvu neke bolečine rabimo v telesu, da nas varuje, da znamo signale boljše interpretirati iz telesa, kaj te preveč, se je treba pa z njo spopasti ali pa jo razumeti, kakorkoli. In potem, ko imamo nekaj malo bolj specifično, recimo, jaz bi si pa čez 20 let želel, da bi lahko z mojimi otroci igral košarko, pa jih mogoče premagal v košarki, pa da ne bi takrat, ko mi bojo rekli, ne vem, oče, greš košarko z nami igrati, da me ne bo potem cel teden koleno bolel. Se pravi, to zame pomeni biti fit. In potem je pa vse skupaj lažje. Če hočeš biti čez 20 let tam, kje bi bil ti čez 2 leti? Tukaj pa mi pa probamo pomagati, glede na trenutne izkušnje pa znanje, ki ga imamo. Pač tukaj sva pogledala tvoj A, ti imaš težavo v bistvu sploh vstati iz stola. Vso težo daš na levo nogo, boli te pa desna noga, pomeni, da tvoj kolen niti neke osnovne obremenitve ne tolerira. Težavo imaš stati na tej desni nogi, ko greš po stopnicah dol, v bistvu stopicaš, zmeri levo nogo zadaj puščaš, zato da ne bi desne obremenil. Čez 2 leti proba mogoče, da tega ne bo več, pa da boš lahko izvajal primer trening za moč 2-krat tedensko, danes je recimo longevity ali pa dolgoživost nek tak buzzword, in je tudi mišica predstavljena kot organ dolgoživosti in tega človeka želimo recimo čez 2 leti pol postaviti na dobro pot, mu vzpostaviti dobre navade, da bo on čez 20 let lahko primer igral košarko s tamalimi. In potem iz teh 2 let, to je bolj taka oprijemljiva vizija, rečemo, kje pa hočemo biti zdaj čez 2 meseca. 2 meseca je pa domena že vadbenega programa, ker da se telo adaptira oziroma prilagodi na neke obremenitve, ponavadi rabimo 6-8 tednov recimo, odvisno o katerem tkivu govorimo, ampak na splošno 6 do 8 tednov. In takrat pa že lahko rečemo specifično, tukaj, ko si vstal iz stola,
sva videla, da v bistvu daš vso težo na drugo nogo, ki te ne boli. Čez 2 meseca želiva, da v bistvu ti narediš 10 počepov na ta stol, da se gledaš v gledalo, pa da je obremenitev enakomerna. Kar bo pomenilo, da tvoj koleno zmore malo več kot danes. In pol iz tega, če gremo še bolj v proces, kaj to pomeni, da moš pol jutri narediti, kup si čevlje za v gym, razen če boš v nogavicah treniral, ker je tudi opcija. Potem rezerviri termine, kdaj boš recimo treniral v telovadnici ali pa kdaj boš v našem primeru k nam prihajal, plus nekaj ti bomo pripravili, da boš vsako jutro doma naredil, mogoče 50 minut, ne veliko, ampak nekaj, da se začne telo v pravo smer odzivati, prilagajati. In kaj je tvoja naloga za danes? Za danes recimo greva samo še dol, te pomerva, in ko domov prideš, si samo zorganiziraj urnik, da boš lahko zjutraj 10 minut prej vstal pa te vaje naredil. In kad naenkrat ni več tako v oblaku, jaz bi rad bil fit, sicer ne vem, kaj fit pomeni, pride do tega, da definiraš, kaj zate fit pomeni, in tudi zarišeš proces, kako pridati tja. In tudi kar praktično mi delamo, smo spremljevalci na tej poti, kot neki zavezniki. Kako lahko pa stranka, recimo jaz, čim bolj pomagam z dobrim odgovorom, da znam razmišljati v pravi smeri, da podam dober odgovor na fizioterapevtovo vprašanje, kaj, ne vem, kdaj me boli, kako me boli, kje me boli, da sam uspem usmeriti odgovor v pravo smer, ker to je bilo meni recimo težko. Ja, čisto razumem, kaj sprašuje, zato ker včasih ljudje pridajo, pa so tako, saj ne vem, a sem dosti povedal, prave stvari govorim, ne? Zdaj načeloma smo se navadili, da tako malo, ne bom rekel vrtamo, ampak tudi del odgovornosti na nas, da postavimo prava vprašanja, dobra vprašanja, ne? Pa da tudi prepoznamo različne odgovore, če ti recimo ne znaš dobro opisati, kako te boli, a ne, ker nas zanima, a te peče, a te kljuva, ali te, aj topa, ali je difuzna bolečina, da znamo malo s časoma prepoznavati so pomenke, a ne, eden bo povedal, štrom me strese, eden bo rekel, elektrika gre, eden bo rekel, ne vem, nekaj prasketa, in fajn je, da terapeuti razumemo, da to govorimo o isti stvari, recimo, a ne, ampak čist, da odgovorim na tvoje vprašanje, če bi dal tako mogoče en tak napotek za ljudi, preden grejo k terapeutu ali pa preden se podajo na neko tako pot okrevanja ali pa izboljšanja forme, je fajn mogoče kakšen teden malo bolj opazovati se, zato da v bistvu prepoznaš mogoče kdaj, če je tvoj glavni problem bolečina, kdaj se ta bolečina pojavlja, a ima kakšen vzorec, ga ne znaš najdeti, ker če ga ne znaš najdeti, greš za to k terapeutu, da ti bo mogoče pomagal smiseliti, ne? Potem pa še mogoče kakšen je tip bolečine, pa kakor sem rekel, pri katerih stvarih se pojavlja. Pa to je prva stvar, se pravi, da se mogoče kakšen teden, pa dni prej malo bolj opazuješ. Druga stvar je pa tudi, da si samo v glavi rečeš, ok, kaj pa jaz pričakujem, kaj so moja pričakovanja od obiska pri terapeutu. A jaz pričakujem, da mi bo postavil primer neko terapevtsko diagnozo, da bom vedel, kaj se dogaja, ali jaz pričakujem, da mi bo dal kratek nasvet, kaj doma začeti delati, a jaz pač pričakujem, da mi bo on pomagal to najdeti. Tako, se pravi, to bi rekel, sta dve glavni stvari, ki mi padeta na pamet, opazovanje pa razmisliti, kaj je moj cilj tega obiska. Kaj pa bolečine pri nekem športu, ki se pojavijo, pa potem pri drugem jih pa recimo ni, ampak je še vedno obremenjen, pač ni tako, da zdaj pri tistem športu pa nečesa ne bi obremenil. Recimo koleno, obremeniš pri enem športu, pa ga pa pri drugem recimo ne. Okay. A potem pa pri drugem pa ni bolečine. A to pomeni, da je zagotovo ne bo, ali lahko potem kdaj v prihodnosti tudi pride? Ali lahko tukaj vzamem za primer kolesarjenje pa tek, naprimer, pa bolečino v kolenu, da imamo kontekst? Ja.
zdaj je tako, recimo bolečina v kolenu, a ne, v tem primeru se lahko primer pa teku pojavlja, pri kolesarjenju pa naprimer ne, in v bistvu se vprašal, a ne, a to pomeni, da če bom jaz zdaj veliko kolesaril, se bo ta bolečina tudi na kolesu pojavila, a ne. Ni nujno, zato ker je lahko mehanizem bolečine drug in tukaj pa prav pride, da terapevt mogoče malo pozna gibanje, športe tudi, zato ker pa teku je recimo glavna stvar, ki mora koleno biti sposobno narediti, je neke vrste, bom rekel, amortizacija, oziroma da ko skače z ene noge na drugo, kar je tekane, da koleno dobro absorbira te sile, pa rečemo, da jih pošle navzgor po telesu. In se pravi tukaj, če tebe boli pa teku, je eden izmed možnih razlogov kompresija, ne, udarci, se pravi v vsakem skoku, ali pa po teku se pojavi, ker je bilo mogoče teh udarcev več. Pri kolesu pa recimo te specifike ni, ne, ti v bistvu ne udarjaš v tla in ni prisotne primer sile reakcije podlage, ampak je v bistvu gibanje. Koleno se krči, pa izteguje, pa mišice delajo. Tako da v tem primeru bi bil odgovor, ne, ni nujno, da če te pri teku boli koleno, da te bo pri drugem športu, kolesarjenju enkrat začelo. Zato, ker imaš lahko spet intoleranco, če uporabim izraz, se pravi, da nečesa nisi sposoben delati, oziroma da nečesa tvoje koleno ni sposobno, je lahko prisotno pri enem športu, pa drugemu pa ne. Tako da, če sta si pa športa zelo sorodna, da govoriva o košarki pa nogometu, čeprav sta pač vseeno zelo različna, ampak tako, če z vidika mogoče kolena pa teh sil reakcij podlage in tako naprej, je pa lahko kar velika verjetnost, da če je pri košarki prisotno, da zna se tudi pri fuzbalu pojaviti, pri nogometu. Kaj pa lahko narediš za preventivo, da do nekih takih poškodb ne pride? Recimo okrepiti neke mišice ob kolenu ali pa vezi. Jaz bi začel iz prepoznavanjem mehanizma, ne, kaj v bistvu primer pa teku ti toliko iziritira. Zdaj, če podam nekaj praktičnih možnosti, eno je količina. Lahko je nekdo celo zimo pač plavil, nekaj drugega počel, pa je pa začel spomladi na polno teč, ker se na Ljubljanski maraton pripravlja. In tukaj bi bila lahko količina problem, da je njegov kolen čisto sposoben teči, ampak je začel prehiter preveč. Tako da v tem primeru bi bila rešitev, se pravi neko zmanjšanje doze teka, količine teka, pa pol ponovno dodajanje, ko se koleno pomiri, postopnost. Druga stvar je recimo, če je pri enem športu, da se je nekaj poškodovalo, primer kakšna vez ali pa meniskus pa teku in že po 3-4 minutah že začne vse peči, je treba nekaj narediti, da se ta meniskus naslovi. Zdaj ali konzervativno, če se da iz fizioterapijo, kineziologijo, karkoli drugega, ali pa včasih je potrebna dejansko operacija, a ne da se to naslovi, pa potem dobro zrehabilitira. Tako da tukaj bi pa rekel, je pomembno prepoznavanje mehanizma čim bolj, da, ker lahko pa je, kot si sam izpostavil, lahko je pa sam mišica šibka, mišica pomaga stres iz kolena lepš prerasporediti, da koleno ne pri skoku oziroma pa teku ne sprejme toliko velike sile, in če je potem mišica sposobna se recimo podaljšati, skrčati, je dosti vzdržljiva, močna in tako naprej, potem je lahko že to ena stvar, ki pomaga. In v tem primeru je ta nasvet ukrepiti lahko čisto dober. Ne? Ja, zato ker recimo, če ti kolesariš, pa nimaš dosti močnih mišic, da v bistvu lahko koleno nekako na noter pada not in potem te zaradi tega začne boleti. Ja, sploh ne boš ta notranja stran doskrat. Zaradi tega. Zdaj imaš pa ti en nabor vaj, ki ti lahko pomaga pri okrepitvi mišic. Ne? Kako izbrati tiste vaje, ki so mogoče ena kategorija praktično nujne za krepitev k svojemu športu, ene, ki so mogoče nekaj srednjega, nekaj vmes, da je verjetno zelo koristno,
ampak če ni dovolj količine časa, da se pravi, recimo tako, da imaš glaven šport, ki so vaje, kjer so tiste vaje, ki jih moraš obvezno zraven delati, zato da krepiš mišice, kjer so tiste, ki bi bile verjetno zelo koristne, ampak so sekundarne tistim, pa kjer so take, ki so pa samo še za zabavo, ki so nekoristne. Aha, ok. V bistvu nekako po pomembnosti razvrstiti. Kako se odločiti, kaj delati, ker časa nimamo, neomejeno pa energije. Tukaj je zelo dober tista zgodba, čisto na kratko, ko je recimo, ko je profesor prišel v razred, pa vzel kozarc, se pravi kozarc, vzel se pravi velike kamne, pa noter dal te kamne, pa je potem vprašal razred, a je kozarc poln, pa so pač otroci dvignili roko, pa ja, je poln, a ne? Je vzel iz predala vrečo, pesek noter, stresu, pa še enkrat vprašal, je zdaj poln, ker je šel pesek vmes med skale, pa je tako 3/4 razreda recimo dvignil roke. Ja, je poln. Pol je pa vzel mivko, pa še mivko zraven nasul. In njegov nauk je bil v bistvu, če boste zapolnili svoje življenje ali pa v tem primeru treningi z nepomembnimi stvarmi, bo zmanjkalo prostora za te velike kamne. In v bistvu prepoznati je treba, kaj zate, glede na tvoj cilj ali pa glede na cilj športnika, kaj so tiste glavne sposobnosti, ki jih želiš razvijati. Ne zdaj vaje, ampak sposobnosti. In če ti recimo primer treniraš powerlifting, kjer veš, da boš mogel na tekmovanju izvesti mrtvi dvig, bench press, se pravi potisk s prsi, pa počep, so tvoji big rocksi, se pravi veliki kamni, pač kakorkoli obračaš, vse en deadlift, počep pa bench. Ker bo potem na drugem mestu, bojo mogoče prišle ali kakšne variacije, če boš hotel performance dvigovati, se pravi kakršne koli metode, ki jih različni trenerji uporabljajo, različni režimi treninga pa tako naprej. In pol tiste manj pomembne bojo mogoče korekcijske vaje ali pa nekaj, da vseeno ohranjaš telo zdravo. Če boš ti powerlifter, ki je poškodovan, boš mogoče zamenil, a ne? Te korekcijske vaje pa take zadeve boš vseeno dal na drugo mesto, pa mogoče na tretje mesto ohranil, pač te accessory vaje in tako naprej. Pol imaš pa, ne vem, če si vzamemo kakšnega drugega športnika za primer, pri kolesarstvu, zmeraj je fajn definirati nekako 3 glavne stvari, ki jih potrebuješ, zato ker to ti pove, kaj so tvoje velike skale, a ne. Tako da spet rad bi dal odgovor, ki je tak univerzalen, Pa ga ni, ne. pa bi rekel počep, ne vem, plank, kakorkoli, ne, ampak je vseeno od konteksta odvisno in zato je fajn se vprašati prvič, kje so glavne sposobnosti, ki jih želim trenirati, ker zato treniramo, ker hočemo neko sposobnost izboljšati. In potem se vprašati še recimo, kje so 3 glavne in to so moji big rocksi. In potem sam glavno sposobnost povežeš iz vajo, to pa v praksi recimo tako narediš, če bi za kolesarjenje rekel, kaj najbolj rabaš, ne vem, kaj bi rekel, da so 3 stvari ali pa ena stvar. Odvisno, kakšen kolesar si, ampak Okay? tukaj že skoraj, da mišice niso za kakšnega najbolj pomembne, ne, Ja, že bolj kardiovaskularni sistem je bolj pomemben. Ampak, Za kjer ga pač poskrbiš na kolesu, a ne? ja, Najbolj, da bi pa neke vaje delal, moje počepi so ja, kar ta najboljša, pa na eni nogi predvsem, zato ker v bistvu vedno pa z eno nogo nekako potiskaš, z drugo vlečeš, a ne? Ja, Tako da je ja. v bistvu tudi zavleč nekako kakšne take vaje. Veš, in zdaj imaš v bistvu tako, čist na hiter imaš 3 ključne stvari za kolo, kardiovaskularni sistem, ki ga boš opravil na kolesu, potem pa sam še 2 stvari ostaneta v telovadnico, je recimo neka potisna moč, kar je definitivno veliko vlogo ima tukaj kvadriceps, sprednja stegenska mišica, pa neka moč, da potegneš pedalo gor. In to bi, mogoče, če ne gremo preveč specifično, ampak recimo to je treba razvijati,
še druge stvari, ampak to so recimo ključne in sam povežeš, s katero vajo jaz to lahko treniram in če si rekel, da rabaš eno nožno, bi lahko to počepi na eni nogi, izpadni koraki, bolgarski izpadni koraki, različne variacije. To bo tvoje orodje, da boš v bistvu dobil to mišico močnejšo, medtem ko za vlečanja boš mogoče šel telovadnico, si kakšno utež dal na nart oziroma prste, pa jo gor vlekel. Spet ponovitve, koliko, česa, kdaj, to je stvar, ki se naprej, ampak najprej si fajn to odgovoriti, zato da lahko pol, kakor prej pa ciljih, da greš od končnega navzdol, da te bo res do tja pripelal. In to bi bile prve stvari, pa tisto, kar si rekel, srednje pomembne, bi bile pa mogoče tudi za zgodnji del, predvsem za neko, zdaj mogoče z mojega vidika je pomembno pri kolesarstvu, da skrbiš za vrat, pa okrog lopatic, pa da so živci prožni, zato da nam ravlinč preveč, ampak to bi bila recimo preventiva, to bi bilo za nekoga na drugem mestu, za nekoga pač na tretjem, čisto odvisno. Ali pa hrbet, ali pa to boš, da si stabiliziran, pa da v bistvu ne zgubljaš s tem nepotrebnim premikanjem levo desno neke energije. V bistvu bi bila to definitivno na drugem mestu pred vratom, si dobro rekel. Ja. To so se pravi vaje, ki se v bistvu zajamejo že znotraj te prve kategorije, ne? Ampak kdaj je pa potem pomemben, da se odločiš, da dodatno treniraš te vaje? Se pravi, če prav razumem vprašanje, da te vaje, da jih v bistvu že zadaneš znotraj nekega rednega treninga ali kako? Ja, se pravi, te vaje za kolesarjenje vrat, hrbet, vse deluje znotraj kolesarjenja, ne? In kdaj nastopi točka, ko pa to ni dovolj, da to v bistvu omeji trening te glavne nog pri kolesarjenju, ne? Razumem, se pravi, v bistvu, ko kolesariš itak, primer vrat, hrbet, to vse dela, ne? Kdaj se pa odločiti, da bi to še dodatno treniral? Ok. V bistvu bi rekel, mogoče v 3 primerih. Prvi primer je, če na kolesu ugotoviš, da je to šibek člen, da bi primer lahko noge še potiskale, ampak tok peče križ, hrbet, da si moraš pauzo vzeti, ne? In ti to onemogoča, da bi šel dol. Takrat veš, da je po vsej verjetnosti, če te to po 3-4 urah začne, da najbrž ni problem moč hrbtnih mišic, ampak vzdržljivost v moči. Se pravi, so se utrudile, ne? In v tem primeru bi dodal tukaj primer trening vzdržljivosti tudi v telovadnici ali pa doma pred kolesom, kakorkoli. Drugi primer bi bil, če ponavadi je to trener tisti, ki ugotovi ali pa mogoče kakšen kolega, ki te vidi, da zgubljaš energijo, kakor si prej omenil, se pravi, poganjaš, noge imaš močne, ampak medenica, trup ti pleše levo, desno. In tukaj bi dodal še dodatno, zato da bi mogoče malo po domač povedan stabiliziral trup, da ko boš ti na pedalko potisnil, da ne boš šel trup v levo ali pa v desno, ampak da bo ostal raven in boš večji input oziroma potisk dal v pedalo. Tretja je pa pač bolečina. Če imaš ne samo tista pekoča, ker tista pekoča je bolj povezana s utrujanjem. To je pa neka tista bolečina, da pač ko se postaviš na kolo, pa daš glavo recimo, sploh če si cestni kolesar, bolj naprej in takoj začutiš v vratu in da te začne po roki ravlinčati in greš primer pol slikati vrat, spet z magnetno resonanco ali pa s kakršnim koli slikanjem in ugotoviš, da imaš tam, prej smo rekli, da je disk poškodovana, ne? Takrat je mogoče spet pametno poleg ostalih stvari še dodatne vaje tukaj. Dodati take, ki jih toleriraš, ki ti bojo pomagale neko kvaliteto tkiv v vratu vzpostaviti spet. A pa obstajajo, obstajajo. A je smiselno delati neke vaje, ki bi ti pomagale, recimo, da se nekaj boli, pa pol ti hočeš zboljšati nekako stanje, recimo kolena, pa
pa je neka vaja, ki bi pomagala, ampak te boli še vedno, ko to izvajaš. A je to pa še vedno smiselno izvajati, če te samo boli ali ne? Razumem, se pravi, v bistvu, ko ti v bistvu najdeš vajo za koleno, za proti bolečini v kolenu, recimo napišeš na internet, pa ti to vajo izvajaš, ampak tebe boli, ko to vajo delaš. Odvisno je. Se pravi, spet se vrnemo na tisto, fajn je vsaj mičkan imeti idejo, kaj bi bil vzrok, ne? Zato, ker tukaj, če dam primer, če je v kolenu recimo neka bolečina pod pogačico, pod šalčko, ko jo imamo tukaj, je to velikrat tip preobremenitvene poškodbe ali pa bolečine. In če je to problem, je velikrat sprejemljivo, da mi malo bolečine čutimo med izvedbo. Recimo, če bi lestvico od 1 do 10 dal, ki je včasih malo nehvaležna, ampak bi bila 1 trojka od 10 še sprejemljiva. A ne? Recimo, ko delaš vajo, koliko te boli, 3 od 10 me boli. Ok, kar nadaljuj, pa pozoren bod, da te po vadbi, da ne postane iz trojke 4, ali pa da naslednji dan ni to kar naenkrat 5, pol vemo, da smo v redu obremenili to. Če pa vzrok drugje, recimo, da pa tebe, ko greš v nek položaj, te zareže noter, kada bi ti nekdo nož potisnil, primer v koleno iz notranje strani, takrat pa ni najbolj pametno, da s to vajo vztrajaš in takrat kaj narediš, pogledaš, a je tehnika pravilna izvedbe, ali pa je mogoče sam vaja, ki je lahko super, ampak tvojemu kolenu trenutno ne paše, a ne? Tako da v tem primeru bi pol zamenil vajo. Pa še tretja stvar, če pa narediš veliko ponovitev, pa je v redu, pa te pa eni 7, 8 začne šele boleti, pol pa mogoče sam dozo začasno zmanjšaš, pa delaš po 5 ponovitev, čez teden, 2 greš pa na 7 in če takrat to boljš toleriraš, to pomeni, da si v bistvu v pravo smer treniral, da koleno vedno več tolerira. Ne? Ampak ne bi bilo pa smiselno, recimo, da bi pa ti protibolečinske tablete jemal zato, da bi delal neko vajo, ki načeloma bi ti pomagala, ampak ti bi pa brez protibolečinskih tablet povzročala hude bolečine. Malo odvisen od cilja spet. Recimo, če imaš športnika, ki mora jutri ali pa čez 2 tedna biti pripravljen na končnico ali pa kakorkoli, v tem primeru pol skupaj s športnikom se sprejme nek tak kontrolirano tveganje, a ne, da bomo še vseeno obremenjevali pa pripravljali do tega dogodka in v tem času bojo recimo protibolečinska ali pa protivnetna zdravila nam pomagala, da držimo vnetje mogoče malo nižje, pa bolečino, da lažje toleriramo trening. Če je pa to nek scenarij, kjer pač hodimo v fitness, pa recimo smo se odločili, zdaj bomo delali nek split, pa bomo 6-krat na teden trenirali na orang, pa se recimo po 3 mesecih začne pojavljati neka zoprna bolečina v rami, pa iz meseca v mesec slabša in pol še vseeno hočemo recimo osebni rekord na benchu postaviti, nas pa zmeri bolj v bistvu rama boli, še po noč boli, takrat ni najboljši scenarij vzeti protibolečinskih tablet, zato ker nam očitno nekaj trenutno ne funkcionira in nam telo hoče pač to sporočiti in s tem, ko ga bomo utišali, bomo mogoče osebni rekord na benchu postavili, ampak mogoče na koncu ne bo vredno, ker bomo nekaj let porabili, da bomo ramo spet zagotovili okrevanje, spravili k sebi. Ja. S kakšno mentaliteto je najboljše, če stranka pride k vam v firmo, da se najlažje najde rešitev, pa potem najhitreje okreva? Z mislijo, da v bistvu vstopa v proces, da najbrž rešitev ne bo hitra, sploh v primeru, da je že nekaj časa trajal. Zato, ker dostikrat, kot smo prej rekli, točka A je, kjer trenutno smo, a ne? Sam je tudi, če govorimo o nekih dobrih vprašanjih, je fajn vprašati,
koliko časa mislite, da je trajalo, da ste prišli do tega stanja, ne? Koliko časa je to koleno že opozarjalo, koliko časa, recimo, primer se nekdo ni gibal, pač da je prišel do te točke, ki je pač mogel nekaj ukreniti, in če je odgovor, ne vem, 3, 4, 5 let, pol je fajn imeti v glavi to besedo proces, pač proces vas je pripeljal do sem in potrudili se bomo, da vas bo proces pripeljal ven pa naprej, ne? Tako da bi rekel, z mislijo na proces, pripravljeni biti potrpežljivi. To sta po mojem 2 taki glavni zadevi. Kdaj najbolj začeti? Če se nekdo odloča, da bi začel zdaj najbrž, Ryan Holiday, mislim, da je zelo dober parafraziral, da je rekel, najboljši trenutek za posaditi drevo je bilo 5 let nazaj, naslednji najboljši trenutek je pač danes. Tako da mislim, da je fajn začeti zdaj, sploh če imamo to že nekaj časa v mislih. Treba je pa tudi znižati mogoče pričakovanja, da ne rabi biti, če bomo zdaj začeli, ne rabimo zdaj vsega začeti. Važno je samo, da v bistvu kompas obrnemo malo bolj v pravo smer, pa začnemo s temi majhnimi stvarmi, ki se na koncu itak naberejo, zakumulirajo, da potem pride do nekaj velikega, nekaj lepega in tako. Kaj pa so največji miti, recimo, ali pa tako neke take zgodbice, ki jih srečuješ? Kaj radi verjamemo, kar ni res? Ja. Ja, načeloma v čudežno tabletko zelo radi verjamemo. Nekaj, kar nam bo v bistvu zbrisal, bom rekel, stare grehe, čeprav niso nujno grehi, ampak kar nam bo zbrisal več let slabih navad, nam bo pomagal recimo čez noč shujšati, čez noč urediti vse parametre zdravja. Tako da to bi rekel, smo ljudje zelo nagnjeni k temu. To je en tak mit. Ponavadi tudi ta mit, da 5 minut na dan pa bojo prišli zelo, zelo veliki rezultati. Čeprav tukaj bi rekel, če delamo pravo stvar 5 minut na dan, pa smo pripravljeni delati mogoče nič drugega oziroma dati stran tiste stvari, ki so nam v napoto, ker največkrat smo tudi sami sebi najbolj v napoto, je lahko tudi 5 minut na dan zelo, zelo, zelo dober začetek. Tako da mislim, da bi kar ustoja pa tem mitu. Imate vidva tudi še kakšnega tazga dobrega? Ja, ne vem, pri meni je najbolj tako, da misliš, da če boš recimo nekaj protibolečinsko vzel, da boš vzrok popravil, kar pa ni res. Da v bistvu je najbolj tako, da hočeš svojo zavest nekako, da je vse v redu, ampak v resnici je samo delno. Ja, to sicer danes, ko je taka poplava informacij, pa tudi toliko se govori v bistvu o tem odpravljanju vzroka, ne? Tukaj mi je v bistvu všeč, ker dr. Perko mislim, da je rekel, da najprej parafraziral, najprej začni delati, razumel boš kasneje, ne? Tako da če veš neke prave korake za naprej, pač tisto začni delati, pa boš vzrok na poti mogoče odkril, mogoče ne, pa mogoče včasih ni toliko pomemben. Tako da bi tudi rekel, da čisto vedno, po mojem mnenju, mogoče vzroka ne moramo najdeti, ker mogoče se pregloboko skriva, pa včasih ni nič narobe, če tudi, ne vem, vzamemo protibolečinsko tabletko ali pa nek quick fix naredimo, sploh če je nekako večino naše osredotočenosti usmerjene tja, da iščemo vsem dolgoročne rešitve, Tako da na poti si pa včasih potem vsem nekaj, kar pride, pa mogoče ni tako resno, pa malo nekaj damo čez, pa bomo pol kasneje rešvali, Se mi tudi ne zdi najbolj narobe, tako.
Tudi res, ja. Vsak dan, ko prideš na delo, je nek razlog, da te vleče tja. Zaradi česa najraje prideš v službo? Po mojem, jaz bi rekel zato, ker zaradi tega, ker vedno bolj pogosto vem, kako se bom počutil, ko bom šel tam, mogoče ne isti dan, ali pa, ampak mogoče čez en teden, čez 2 tedna, čez 10 tednov. Zato, ker tudi delo dojemam, tako kot sem prej rekel, pri varovancih, ki zelo verjamemo v proces, tudi pri delu, pri ustvarjanju zgodbe Startfita, verjamem v proces, pa v to, da sem pač jaz tudi del tega kolesja, kakor je vsak član naše ekipe, vsak ima zelo pomembno vlogo in potiskamo to vizijo Startfita naprej. In mislim, da s tem v mislih gremo v bistvu najrajš na delo oziroma me to potem nekako žene naprej, zato ker definitivno so dnevi, ki pač ni tega, ampak večkrat, ko to začutiš, lažje ustvarjaš nek, bom rekel, kredibilen samogovor na dneve, ko ne čutiš, da bi se potrudil pa prišel tja, zato ker imaš vedno več dokazov, da se splača nekaj delati, nekaj svojega, nek svoj proces peljati. Potem dodatne nagrade so pa definitivno hvaležnost ljudi, pa potem tudi neka taka mogoče intelektualna radovednost, ki je v našem poklicu ali pa poslanstvu zelo prisotna, če jo hočeš videti. No, tako. Lepo. Če radovednost je prisotna, če jo hočeš videti. Ja. Ker zadnjič sem to slišal, da edino, kar je močnejše od strahu človeškega, je radovednost. Dober. Ja. Imaš mogoče kakšen nasvet, ki bi ga lahko v enem stavku dal najnim poslušalcem? Mi daš mogoče sam malo konteksta, kakšna je vaša vajna publika? Se približno vem, ampak... Zaenkrat najbolj generalna statistika je, sicer to je malo tako, ker tudi ko smo bili tam mali, smo si dali starejše leta, ampak večinoma moški, ampak tako nekje od 30 do 40. Aha, ok. Se mi zdi, da so zelo pogosti poslušalci, pa tudi vsake toliko kdo, ki je na enih let, se najde. Ja. Mogoče tak nasvet, ki bom dal tazga, ki ni preveč deep, zato ker se mi zdi, da danes je veliko teh globokih nasvetov, ampak da danes v tej dobi poplave informacij je zelo dober razviti neko informacijsko dieto zase, najdeti kanale, skozi kere lahko črpaš dobre informacije, za kere vidiš, da te v bistvu polnijo pa hranijo tisto radovednost. Tako. Ali so to knjige, ali je to mogoče poslušanje vajnega podcasta ali pa drugih medijev, ampak da je nekaj, kar spravijo pod svojo kontrolo. Hvala, da si vzel čas za najde. Hvala za vabilo, veselje. Pa se vidimo naslednji torek.